Ježek vam predstavlja zgodbo o sladkorni bolezni. Živjo, kako si? Jaki sem že povedala, kaj te zanima. Zate sva sestavila en super kviz. Jaka, pridi sem. Hej, ujemi! V šoli se učijo o sladkorni bolezni. Kul! Jaz ti lahko povem vse o njej kar iz prve roke, saj imam že 10 let. Kot vidiš, ta bolezen ni nič posebnega. Lahko se pomeriva v košarki. Jaka je vodja šolske košarkarske ekipe. Ja, rad igram košarko. Najprej ti bova kratko pojasnila, kaj se dogaja v človeškem telesu pri sladkorni bolezni. Pozdravljen, sem Ježek, tvoj zdravnik, specialist za otroke in mladostnike, ki imajo sladkorno bolezen. Najprej bi ti rad povedal nekaj zanimivosti o zgradbi in delovanju človeškega telesa, predvsem o tem, kako človeško telo uravnava sladkor v krvi. Gotovo veš, da ima vsak človek v krvi tudi sladkor. Zgodba se začne z vnosom hrane v telo. Hrana lahko že sama vsebuje sladkor ali pa vsebuje druge hranilne snovi, ki jih zna telo spremeniti v sladkor. Vsekakor mora prepotovati precej dolgo in zapleteno pot, za katero bi lahko rekli, da je kot vznemirljiva pustolovščina. Oglejmo si jo. Grižljaj hrane v ustih najprej zmeljemo z zobmi in pomešamo s slino. Slina vsebuje med drugim posebne snovi, imenujemo jih encimi, ki začno hrano takoj razgrajevati. Hrana nato potuje po požiralniku v želodec. V želodcu se izločajo želodčna kislina in novi encimi, ki nadaljujejo z razgradnjo hrane. Hrana se razgrajuje na vedno manjše delce. Ko so delci hrane razgrajeni vse do molekul, kdo se spomni, kaj so molekule? Se prek črevesne sluznice vsrkajo v kri. Iz želodca se hrana počasi pomika v črevo, najprej v njegov začetni del, ki ga imenujemo dvanajstnik. Tam se ji pridružita še žolč in prebavni sok trebušne slinavke, ki spet vsebuje nove encime. S tem se razgradnja hrane konča. Delci hrane so postali majhne molekule, ki se prek črevesne sluznice vsrkavajo v kri. Med vsemi temi molekulami so seveda tudi molekule glukoze, ki so nastale iz sladkorja. Zdaj se začenja najbolj zanimiv del pustolovščine. Molekule glukoze, označene s svetlo modro barvo, pridejo s krvjo v vse dele telesa. Tako pripotujejo tudi v trebušno slinavko do beta celic. Beta celice v trebušni slinavki so celice, ki izločajo hormon inzulin. Kot že gotovo veste, je hormon inzulin nujno potreben ključ za vstop molekul glukoze v celice. Torej, ko glukoza pripotuje do beta celic trebušne slinavke, jo omenjene celice zaznajo in takoj začnejo izločati inzulin. Zdaj imamo v krvnem obtoku dva plavalca. Glukozi se je pridružil inzulin. Ko naša plavalca po krvi pripotujeta do organov, ki imajo glukozo radi, inzulin, za katerega smo že rekli, da je neke vrste ključ, hitro smukne v ustrezno ključavnico na celici in s tem glukozi odpre vrata. Glukoza navdušeno izkoristi priložnost in plane skozi vrata v celico. Celica tako dobi svojo najljubšo poslastico. Končno ima potrebno energijo in bo lahko opravljala svoje naloge v telesu. Pri sladkorni bolezni pa so beta celice trebušne slinavke bodisi uničene, tip 1, ali pa ne morejo izločati dovolj inzulina,
tip 2. Glukoza je prisiljena potovati po krvi sama, brez nujno potrebnega spremljevalca, zato se tam nabira. To najbolj žalosti lačne celice, saj brez ključa, inzulina, glukozi ne morejo odpreti vrat. Pri sladkorni bolezni je torej glukoze v krvi preveč, hkrati pa so celice lačne in nesrečne, ker glukozi ne morejo odpreti vrat in ne dobijo potrebne energije. Če ljudem s sladkorno boleznijo z injekcijo dodamo inzulin, je spet vse v najlepšem redu. Ključ inzulin smukne v ustrezno ključavnico, odklene vrata in glukoza hitro skoči v celico. Se strinjaš, da je to potovanje glukoze od hrane pa vse do lačnih celic v telesu prava vznemirljiva pustolovščina? Si moraš predstavljati, da se to dogaja neprestano, tudi ta hip v tvojem lastnem telesu.